Dobrodošli v Mindology podcastu, prostoru, kjer se odkrito pogovarjamo o umu, podzavesti, notranjih vzorcih, čustvih in spremembah, ki se začnejo najprej znotraj nas. Tukaj delimo vsebine, ki niso olepšane in niso instant rešitve. So pa človeške, strokovne in namenjene temu, da lažje razumeš sebe, svoje odzive in pa svet, v katerem živiš. Če si na poti osebne rasti, te zanima, kako deluje tvoj notranji svet, ali pa samo čutiš, da želiš živeti bolj zavestno, mirno in pa v stiku s sabo, potem si na pravem mestu. Hvaležna bom, če epizodo deliš z nekom, za kogar čutiš, da bi mu lahko koristila. S tem pomagaš širiti prostor tega razumevanja, varnosti in pa zavesti. Hvala ti, ker si tukaj. Hvala ti za tvoj čas in za tvojo pozornost. Jaz sem Irena in to je Mindology podcast. Zanimivo, kaj ne? Včasih zelo jasno vemo, da nekaj v življenju nam več ne ustreza. Da nismo več srečni v nekem odnosu. Da delo, ki ga delamo, nas duši. Da smo se v notranjosti že odločili za spremembo. Ampak kljub temu ne gre. Nekaj nas zadržuje, kot da bi imeli neko zavoro, ki noče spustiti. In potem pridejo tisti notranji stavki. Ni še pravi čas, najprej moram še to urediti, ne vem, kaj bo potem, ali pa moj najljubši stavek, pa saj v bistvu ni tako hudo. Ampak, če smo iskreni do sebe, vemo, da smo že nekaj časa ujeti v zgodbi, ki se je v popolnosti spremenila v navado. Da nam v bistvu ni več dobro več tam, kjer smo, ampak da je znotraj nas nek strah to zapustiti. Strah pred spremembo je ena najbolj človeških stvari. In tvoj bo naredil vse, da te prepriča, da je bolje ostati tam, kjer si. Ker zanj je to znano. In kar je znano, je varno. Kar pa je neznano, je pa nevarno. In naš ne išče sreče, išče preživetje. Zato ti bo vedno ponudil 1000 razlogov, zakaj zdaj ni pravi čas. Zakaj ni pametno. Zakaj bi bilo bolje, da malo počakaš ali da je sprememba mogoče še slabša. In če ga poslušaš predolgo, se čez nekaj časa ali nekaj let lahko zbudiš in rečeš, kako sem lahko tako dolgo ostala v tem. Ampak nisi ostala ali ostal zato, ker bi bili šibki. Ostanemo zato, ker smo ljudje in ker naš misli, da nas s tem ščiti. Ena najtežjih resnic, ki jo moramo sprejeti, je ta. Naš ne želi, da smo srečni. Naš želi, da smo varni. In varnost ne pomeni, da nam je dobro, pomeni, da nam je znano. Zato se lahko znajdemo v situaciji, kjer nam nekaj očitno škoduje, ampak naš notranji sistem ustvarja samo zato, ker smo v poznanem okolju. In ko se v življenju začnemo premikati proti spremembi, naš to ne prepozna kot korak naprej ali korak na bolje, ampak kot potencialno grožnjo. Začne pošiljati neke opozorilne signale, kot so tesnoba, dvomi, nemir, neke racionalne razlage, zakaj mogoče ta čas ni pravi čas za spremembo. In ti signali niso napaka, so samo naš notranji sistem, ki nam želi povedati, hej, ne vem, kaj me čaka tam zunaj. In če smo bili vzgojeni v okolju, kjer bi lahko bilo veliko neke negotovosti, bo naš še posebej previden. Ker je nekoč poznal, da je sprememba pomenila nevarnost. Mogoče prepir, mogoče izgubo, mogoče pa razočaranje. In zdaj kot odrasla oseba
naš uporablja te iste stare strategije za preživetje. Tiste, ki so nas nekoč obvarovale, zdaj pa nas držijo ujete. Recimo, če pogledamo primer. Če je neka oseba v službi, kjer jo to delo izčrpava. Vsak dan se zbudijo s cmokom v želodcu, ampak si vseeno rečejo, da saj plača je v redu. Saj bi bilo povsod isto. In tako ostanejo, ker njihov noče, da tvegajo. Zanje izguba plače ali statusa resnična grožnja, čeprav njihovo srce kriči po tem, da ne sodijo več tja. Ali pa če pogledamo odnose. Vemo, da smo že dolgo bolj sami kot pa v dvoje. Ampak naš nas prepričuje, da je bolje imeti nekaj kot nič. Ker nič je preveč neznano. In tako raje ostanemo v nekem znanem peklu, kot da bi stopili v neznano svobodo. Ampak to ni znak šibkosti. To je znak, da naš deluje. Samo ne v našo korist. Naš je izjemno prebrisan. Ko začuti, da bi se lahko nekaj spremenilo, ne bo skočil v paniko in ti rekel, ne delaj tega, ne. Ampak bo postal zelo, zelo prepričljiv. Uporabil bo logiko, razumske razlage, nešteto izgovorov, da bomo imeli občutek, da sprejemamo pametne odločitve. In prva stvar, ki jo naredi, je racionalizacija. Začne nam razlagati, zakaj je v redu, da ostanemo tam, kjer smo. Stavki pa saj ni tako hudo. Ljudje imajo še slabše situacije. Ne morem kar pustiti vsega. Pa saj se bo nekaj premaknilo. Naš je res mojster pri ustvarjanju vseh teh zgodb, ker jih potrebuje, da nas ohrani v temu statusu quo. Drugi trik, ki ga uporabi, pa je iluzija kontrole. Prepriča nas, da če ostanemo tukaj, kjer smo, imamo vsaj nekaj vpliva. Če pa stopimo v neznano, pa lahko izgubimo vse. Zato raje držimo potem niti v svojih rokah, čeprav smo že zdavnaj ugotovili, da nas v bistvu te niti režejo v dlani. Potem pa pride še krivda. Krivda je pa tista najmočnejša. Tisti notranji glas, ki reče, ne bodi nehvaležna. Pa saj imaš veliko, za kar bi lahko bila hvaležna. Kako lahko zapustiš nekaj, kar si sama zgradila? Krivda je lepilo, ki nas drži tam, kjer nam ni več dobro. Ker imamo občutek, da moramo ostati, da ne bi mogoče razočarali drugih. Da ne bi razbili iluzije, ki smo jo ustvarili v očeh drugih o sebi. In pa četrta past je pa pripadnost. Tisti občutek, da spadamo nekam. Tudi če ta nekam že dolgo ne odraža, kdo smo mi postali. Ampak ideja, da bi to zapustili, lahko v nas sproži strah pred osamljenostjo. Mogoče celo pred izgubo neke identitete, neke pripadnosti. In naš nam reče, če to spustiš, kdo si potem? In tam ostanemo, med dvema svetovama ujeti. Tistim, ki ga poznaš, in tistim, ki te kliče. In vmes se počasi izčrpavamo. Ker nas naše telo že premika naprej, ampak naš drži zavoro. In tukaj pride tisti ključni trenutek. Ko res začnemo razumeti, da nas naš v bistvu ne zavaja oziroma da nam ne laže iz zlobe, ampak iz strahu. In da nas on samo skuša zaščititi. Ampak tisto, kar je bilo nekoč zaščita, je lahko zdaj naša kletka. Telo vedno ve. Tudi takrat, ko si ti še ne priznaš, da nekaj v tvojem življenju ne deluje več. Najprej so znaki zelo drobni. Morda zjutraj težje vstajaš.
Čutiš neko napetost, ki se ne sprosti niti po dopustu. Misli se ti vrtijo v krogu, spanje je plitvo in občutek, da si izgubljen ali izgubljen, se pojavlja vse pogosteje. Ampak to niso ključni simptomi. To je samo sistem, ki govori, nekaj ne štima. Ko pa se upiraš spremembi, telo začne nositi energijo, ki nima več prostora, da bi stekla naprej. In ta ujeta energija se pokaže kot napetost, pokaže se kot utrujenost, kot razdražljivost in včasih celo kot bolezni, ki nimajo prave neke razlage. Ljudje pogosto rečejo: ne vem, zakaj sem tako zelo izčrpana. Čeprav ne delam nič več, kot sem delala prej. Ampak to ni fizična utrujenost in to moramo razumeti. To je čustvena izčrpanost zaradi tega, ker vsak dan živimo proti sebi. Ko smo v življenju, ki ni več naše telo vsak dan malo po malo trpi. Ker naša duša vleče eno smer, ampak naš še vedno drži tisto zategnjeno zavoro. In to notranje trenje porablja svojo moč, porablja energijo. Zato ni čudno, da smo včasih brez energije. Ker energija ne odteka zaradi preveč obveznosti, ampak zaradi tega notranjega odpora. Ko končno začnemo poslušati svoje telo, lahko vidimo, da ta ni naš sovražnik, je naš kompas. Govori v jeziku, ki ga ne zna, v jeziku napetosti, utrujenosti in mogoče stiskanja v prsih. In ko se končno ustavimo in poslušamo, sporoča vedno eno in isto: čas je, da greš naprej. Ampak to ne pomeni, da moramo takoj narediti res tisto ogromno spremembo. Začne se vedno s temi majhnimi koraki, z iskrenim priznanjem: tu sem, kjer mi ni več dobro. In to je prvi premik. In ta iskrenost včasih spremeni več kot katerikoli plan, kot katerakoli strategija. Veliko ljudi čaka tisti popoln trenutek, da se vse poklopi, da bodo imeli dovolj poguma, dovolj denarja, dovolj podpore, dovolj samozavesti. Ampak resnica je, da ta pravi popoln trenutek pravzaprav nikoli ne pride. Nikoli ne pride popoln trenutek za spremembo, ker se pogum rodi šele, ko stopimo v akcijo. Sprememba se nikoli ne zgodi v naših glavah. Zgodi se v trenutku, ko si dovolimo narediti nekaj drugače, kljub tistemu strahu, ki ga čutimo znotraj sebe. Morda pomeni, da prvič rečemo ne, ali da priznamo, da smo utrujeni od igranja vseh teh vlog, ki nam ne ustrezajo več. Ali pa celo, da nehamo reševati druge in začnemo poslušati sebe. To so drobni trenutki resnice in ti trenutki so vedno vstopna točka v novo poglavje. Naš bo seveda rekel: hej, Irena, nisi pripravljena. Ampak ni pomembno, da sem pripravljena. Pomembno je, da sem iskrena in da sem pripravljena narediti en majhen korak, tudi če še ne vidim celotne poti, ki me čaka. Ker resnična sprememba se ne zgodi v teh velikih korakih. Zgodi se v tistih tihih, pogumnih odločitvah, ko si rečemo: hej, vem, da me je strah, ampak vseeno grem v to, grem v akcijo. In to je trenutek, ko se dinamika v našem življenju začne spreminjati. Ko v resnici ne čakamo več, da se svet spremeni, ampak se začnemo spreminjati mi. To je trenutek, ko naše telo začuti olajšanje, ko se strah spremeni v energijo in ko naš notranji glas reče tisto besedo: hej, končno! Če si tudi ti zdaj v obdobju, ko čutiš, da nekaj kliče, ampak še ne veš kako, poskusi začeti z zelo preprostim vprašanjem: kaj bi naredila ali kaj bi naredil, če ne bi bilo tega strahu? In samo poslušaj, kaj pride.
Ne presojaj, ne planiraj, samo poslušaj. Ker tisti prvi odgovor, tisti droben občutek v trebuhu je tista tvoja prava smer. Sprememba ni samo odločitev, je proces. In ta proces ima svoje valove. Včasih smo polni energije in zaupanja, naslednji dan pa bi v bistvu najraje vse preklicali. In to je čisto normalno. Tako deluje naš sistem, ko se premikamo iz znanega v nekaj novega. Zato so pomembna ta notranja sidra, tiste stvari, ki nas povezujejo s samim seboj, tudi ko nas je strah ali ko dvom potegne tisto ročko nazaj. Za nekoga je to lahko nek jutranji sprehod, za drugega zapisovanje misli ali pa preprost trenutek, ko zapremo oči, naredimo preproste 3 globoke vdihe in si rečemo: sem varna. Vse je okej. In tudi to ni malenkost, to so trenutki, v katerih gradimo to notranjo stabilnost. Spremembe so težke samo zato, ker jih poskušamo narediti iz tiste stare energije iz preteklosti, kjer je bilo varno, če nismo imeli nadzora. Ampak resnična rast pride, ko si dovolimo izgubiti del tega nadzora in zaupamo, da se bomo znašli sproti. In tukaj je ključ. Ne rabimo zaupati poti. Dovolj je, da zaupamo sebi. Da bomo znali reagirati, karkoli nam pride na pot. Zato pomaga, da imamo tiste neke svoje mini rituale, ki nas vračajo v stik s seboj. Lahko je to neka jutranja rutina, zapis hvaležnosti, lahko meditiraš ali pa preprosto nekaj minut tišine, kjer začutiš svoje telo in ga samo vprašaš tisto dnevno prakso: hej, kako si danes? To so majhni vsakodnevni pogovori s samim seboj in te pogovori krepijo naše samozaupanje. Ker v resnici ni pomembno, koliko zaupaš zunanjemu svetu, ampak koliko zaupaš sebi, da zmoreš, ko pride tisti val dvoma. Hipnoterapija nam pri tem tudi lahko zelo pomaga. Ne zato, ker bi odpravila strah, ampak da bi ustvarila prostor, kjer lahko naše telo začuti, da je sprememba, ki prihaja, varna. Da se ne rabimo več boriti, ampak samo dovoliti, da staro odpade in da naredimo prostor novemu. In veš, kaj je najbolj zanimivo? Da ko se začneš premikati naprej, se tudi življenje od zunaj začne odzivati. Kot da bi univerzum samo čakal, da se odločiš. In potem začne pošiljati potrditve. Začne ti pošiljati nove ljudi, nove naključja, nove priložnosti. Ampak vse to pride šele, ko si narediš tisti prvi notranji klik, ko si rečeš: zaupam si. Ko si enkrat dovolimo spremembo, se začne nekaj, česar se ne da več ustaviti. Ne zato, ker bi bilo življenje nenadoma popolno, ampak ker začnemo čutiti, da smo spet živi. Morda še vedno ne vemo točno, kam gremo, ampak prvič po dolgem času ne hodimo več proti sebi. In to spremeni čisto vse. Telo se sprosti, kar je najpomembneje. Dih postane globji. V nas samih pa se odpre prostor, v katerem je dovoljeno čutiti, dovoljeno raziskovati in dovoljeno izbirati. In takrat se življenje spet začne premikati z nam samim in ne proti nam. Veliko ljudi mi dostikrat reče: ko sem končno naredila korak, sem se vprašala, zakaj sem tako dolgo čakala. Ampak veš kaj? Nikoli ni prepozno. Niti sekunde. Potrebovali smo točno toliko časa, da smo postali tista oseba, za katero je sprememba možna. In zdaj, ko hodimo naprej, bo strah seveda še vedno prišel, kar je normalno. Ampak to ne pomeni, da gremo v napačno smer. To samo pomeni, da rastemo, da se razvijamo, da se širimo onkraj znanega. Zato mu ne verjemi, ko ti reče, da se ustavi.
Samo zahvali se mu, da te ščiti in pojdi naprej. Z mehkim srcem, z odprtimi očmi, z zaupanjem in radovednostjo. Če želiš in začutiš, da si v tem procesu in želiš več podpore, in če se učiš poslušati sebe, spuščati staro, in želiš, da te nekdo vodi skozi ta notranji prehod, potem je hipnoterapija čudovit prostor za to in tudi jaz, da te podprem na tej poti. Tam lahko tvoje telo, tvoj in tvoja duša končno zadihajo skupaj. In iz tistega notranjega miru se rodi sprememba, ki ni več napor, ampak naravni tok življenja. Ker resnica pravzaprav je zelo preprosta. Ko se spremeniš ti, se spremeni tudi svet okoli tebe. In življenje ti začne odgovarjati z enako iskrenostjo, kot jo sam ali sama končno pokažeš sebi.